Iz svetega Evangelija po Mateju. Tiste dni je nastopil Janez Krstnik v judejski puščavi in oznanjal z besedami: Spreobrnite se, kajti približalo se nebeško kraljestvo. To je tisti, o katerem je bilo rečeno po preroku Izaiju: Glas vpijočega v puščavi, pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze. Janez je nosil obleko iz kamelje dlake in usnjen pas okoli ledi. Hranil se je s kobilicami in z divjim medom. Tedaj so prihajali k njemu ljudje iz Jeruzalema in iz vse Judeje in iz vse pokrajine ob Jordanu. Dajali so se mu krstiti v reki Jordan in priznavali svoje grehe. Ko pa je videl, da prihaja k njegovemu krstu veliko farizejev in saducejev, jim je rekel: Gadja zalega, kdo vam je pokazal, kako naj ubežite prihodnji jezi? Obrodite vendar sad, vreden spreobrnenja. Ne domišljajte si, da lahko v sebi govorite: Abrahama imamo za očeta. Kaj ti povem vam, da more Bog iz teh kamnov pobuditi Abrahamu otroke? Sekira je že nastavljena drevesom na korerino. Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, bodo posekali in vrgli v ogenj. Jaz vas krščujem z vodo, da bi se spreobrnili. Toda on, ki pride za menoj, je močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu prinesel sandale. On vas bo krstil s Svetim Duhom in ognjem. Vevnico ima v roki in bo počistil svoje mladišče. Svoje žito bo spravil v kaščo, pleve pa sežgal z ognjem, ki ne ugasne. Poslušali smo Kristusov evangelij. Kako daleč pred Jezusovim rojstvom je že prerok Izaija spregovoril, da bo prišel knez miru, odrešenik, in je dal take primerjave, da sem tudi jaz se včasih malo začudil, če bo to šlo res skupaj, volk z jagnetom, teliček pa levček skupaj, krava pa medvedka. Take primerjave, da človek reče, tole pa ne bo šlo. Treba preveč nasproti. In prerok Izaija, ki je živel več kot 600 let pred Jezusovim rojstvom, je napovedal odrešenika, ki prinaša mir, ker mir prihaja od Boga. Danes pa živimo že 2000 let. Po rojstvu pa, če smo iskreni, ni se še izpolnilo to. Morda je še več nasproti, napetosti, nasilja, sovraštva med ljudmi, kot je bilo pred 2000 leti. Če samo številke pogledamo, da je več kot 50 vojaških napadov, nasilij, krajev, ki so zaznamovani z trpljenjem na tem svetu, zaradi nasilja, več kot 50. V tem trenutku, zdaj leto 2025. Pred leti je bilo manj tega, pa je bila prva svetovna vojna, pa krutost druge svetovne vojne, pa je bilo po številkah manj krajev z napadi. Pa vendar ta beseda je
za naše odrešenje. Bomo rekli, srečo imamo res, ampak lahko smo Bogu hvaležni, da mi pa ne živimo v teh napetostih. Pa kljub temu lahko začutimo, tudi je lahko napetost ali pa sovraštvo, ko doživljamo ali prezir, zavrnitev, posmeh, nočevanje, lahko tudi kakšno besedo, ki je kot grožnja, ali pa beseda, ki prizadene. Vse to ruši mir v človeku. Tega pa smo lahko deležni, pa lahko že v šoli, lahko je to v službi, lahko je pa tudi doma, v družini. In kako tukaj človek začuti, odrešenje potrebuje. In tako so prihajali k Janezu Krstniku, ko so ga slišali tega človeka z močno besedo, ampak s čutenjem bremeni me, greh, hočem novo pot. In tako so vstopili k krstu, ki je bilo zunanje znamenje novega začetka. Pri nas je pa zunanje znamenje novega začetka advent, že druga adventna nedelja, kot klic k temu, da vsak od nas premisli, kakšen utrip življenja je, kaj je tisto, kar bi bilo dobro in potrebno odstraniti, kar bremeni, kaj pa tisto, kar sprejeti. In današnja druga adventna nedelja ima tako močnega godovnega zavetnika svetega Ambroža. Nekaj besed je prav, da tukaj tudi spregovorim, ker je njegova življenjska pot res, jaz bi temu rekel, poseben advent. Ambrož je bil državni namestnik, uradnik, pomemben človek, severni del današnje Italije, in je kot odrasel človek slišal o Kristusu. Ta beseda se ga je dotaknila in se odločil, da postane kristjan, kot odrasel mož, dobre državne službe, državni uradnik, se je začel pripravljati na prejem zakramenta svetega krsta. To je bil njegov advent. In v tem času priprave je tam umrl škof v Milanu. In škofija je ostala brez zemeljskega pastirja. Iskali so naslednika. Kako tukaj lahko vidimo neodrešenje. Veliko je bilo arijancev, te verske zmote, ki so hoteli arijanci svojega škofa, kristijani, katoličani svojega, in je bilo kar na polovici, pol. Kdo bo imel večjo moč besedo vpliv? In to zborovanje se je dogajalo v cerkvi, v stolnici. Si predstavljamo, kakšno obitje, kakšen hrup. In ta človek, Ambrož, je začutil, to ne gre v Božji hiši. In je z vojaško četo prišel v cerkev. Z vojsko, ki je poveljeval, in je zaupil noter v cerkvi tišina. Kaj ta beseda zalegla ali prisotnost vojske, ljudje so utihnili. In v tisti tišini en otroški glas. Ambroža za škofa. In ko so to ljudje slišali od tega otroka, kako ga je sploh poznal, ali ga sam videl tisti pojavnosti moči, ampak tukaj po teh besedah je deloval Božji duh. Ali ni bil ta otrok, za katerega ne vemo ne imena, ne odkot je, kot prerok. In si preroke predstavljamo stare ljudi, modre ljudi, ki imajo vplivno besedo. Ta otrok je bil prerok. In ljudje so rekli, Ambrož ne bo škof. Ni bil krščen, brez zakramentov, imel je pa vero, imel je pa srce za človeka, imel je čut,
Ambrož je znan po dobrodelnosti, kako je pomagal ljudem, ker je bil v dobri službi bogat človek in je s premoženjem pomagal ubogim in revnim. In ko je prijel zakramente, začelo je sveti krst, sveta birma, sveto obhajilo, potem pa posvetitev za diakona, duhovnika in škofa. In ko je kot pastir milanske škofije tudi svojo besedo oznanjeval odrešenjem Kristusa, je bila Ambroževa beseda tako močna, da je ob tej besedi nek moški, ki je živel svoje življenje, začutil, to pa ni običajna beseda in je spremenil svoje življenje. In ta mož, njegovo ime je Avguštin, je postal duhovnik, kasneje škof in svetnik in je razglašen za cerkvenega učitelja. Lahko bi rekli, Ambroževa beseda, tako močna, da je pomagala vsaj enemu k takemu svetništvu. Sveti Ambrož je bil tudi velik, kot bi rekli, prinašalec, da bi ljudje kot občestvo praznovali. In je rekel, naj bo ljudsko petje, naj bo petje v cerkvi, ko potegne celo občestvo. Kakšen čud za skupnost. In tako so si ga tudi po izročilu izbrali za svojega zavetnika čebelarji, tudi vsi, ki delajo z voskom. Izročilo pravi, da je zaradi bolezni, ki je bila zelo težka, mislim, da še v času njegovega otroštva, z medom zopet pridobil moč in zdravje, da je preživel kot majhen otrok. To je lahko izročilo, lahko je pa to res bila edina pot v tistem času kot pomoč k temu bolnemu otroku, da je preživel. In ko se danes tudi priporočamo svetemu Ambrožu, prosimo za zdravje čebel, za pravo skrb delo čebelarjev, lahko tudi prepoznamo, kako so čebele in med v Svetem pismu s posebnim mestom označen. Blagostanje v deželi se kaže z besedami tam, kjer teče mleko in med. Kot neka tista vrh ene dobrote ali pa dragocenosti ali blagostanja, tam, kjer teče mleko in med. In bi lahko rekel s preneseno besedo ali z prispodobo, da bi tudi v našem življenju po priprošnji svetega Ambroža teklo mleko in med, božjih darov. To so darovi srčnosti, ljubezni, dobrote, spoštovanja, miru. To je tisto mleko in med, ki ga Bog daje. In še eno stvar bi omenil, ki se tudi nanaša na zavetnika svetega Ambroža, zavetnika čebelarjev. Vosek, ki je delo čebel, tudi v hvalnici prav na veliko noč, na dan vstajenja, se poje, da je sveča delo mrljivih čebel. Sveča, ki prinaša luč, ki je znamenje življenja in narejena iz voska. Sveča, ki se daruje, ki je za drugega človeka. Nikoli sveča ne gori sama zase, vedno za okolico. In kaj sveča širi? Širi svetlobo, širi toploto. Svetloba kot spoznanje, kot modrost Boga in toplota kot ljubezen, srčnost, dobrota. To je tisto mleko in med, ki ga vsak človek potrebuje. Naj bo adventni čas
in tudi priprošnik sveti Ambrož v pomoč, da bi tudi mi lahko bili preroki tam, kjer živimo, v močni povezanosti z Bogom, ta povezanost pa je v naši molitvi. Sedaj pa tudi skupaj izpovejmo